Ker smo moški potrebni, ne opazimo nič. Melona je kakšna nastradala, lubenica, tipi mislijo, da ženske pali, če jih zaradi stiskajo. Čokolada ali pa sladoled v seksualnih zadevah, the best. Tipi, ki vajajo vse naokoli, so kreteni. Živijo! Pozdravljena. Danes je z mano, kdo to bere, oziroma Andraž. Živjo, jaz sem Andraž, kdo to bere. Ne, pač, jaz sem ta, ki rad govori o lulčkih, pa o lulikah, pa o vseh igračkah za te zadeve. Lucija je pa tista, ki me bo zdaj nekaj vprašala, če se ne motim. Tako je. Zbrali smo ene par zanimivih perečih vprašanj, ki jih imajo ženske za moške in si jih mogoče ne upajo vprašati, oziroma bi rade dobile iskren odgovor. Ti imaš zelo dobre kvalifikacije, ker si moški, Ja. in zaradi tega, ker imaš verjetno moške prijatelje in imaš potem še od njih potem pogled, a ne? Tako da ja, imam vse kompetence, da bi lahko odgovoril na ta vprašanja. Bomo pa videli, ko imaš za mene. Trojček, da sta dva tipa in ena bejba. Mnenje o tem? Meni osebno ljubši trojček, ampak večina tipov po moje še zmeraj bi imela dve ali XY več bejb. Ponavadi je tako, da imajo ženske večjo izbiro, oziroma ženske izberejo moškega, ne da moški pač kar na veliko izbira, katero žensko podobo in koliko je podobo in na to forum. Tako da predvidevam, da to izklej izvira, da bi tipi pač radi imeli dve ženske, več žensk. Meni osebno je pa bolj všeč pač dva tipa pa ena ženska, ampak glede na to, da sem v vezi, jaz osebno mislim, da bo to ostala zgolj fantazija, pa ne samo zato, ker žena ne bi hotela, ampak tudi iz moje strani. Ne vem, koliko bi v realnosti bil pripravljen deliti oziroma se razdeljevati. Zakaj pa misliš, da te to bolj pali? Nimam pojma, pa zmeraj prvo vprašanje, pač ali se rad s tipom žvalil pa to. Pa tukaj moram reči, da mogoče bi mi bilo malo čudno, če bi se glih z jajčki tolkla, pa da ne špricne pomenke, pa tako da ja, mogoče rajš fantazija, pa je toliko bolj fajna, kakor da bi se dal v realnosti v to pozicijo in pa bi bil malo razočaran. Skoraj zihno. Zelo pogosto vprašanje, celulit, a moški to ful posvečate pozornost temu, ali pa se? Ja, jaz si ga skozi valčkam. Drugač pa ženskah pa, ker smo moški potrebni, ne opazimo nič načeloma. Imaš en cilj in pač proti njemu greš, to je pač ta nagon, ki ga imamo, ampak se mi zdi, da pa enkrat se pač začne dogajati tukaj dol oziroma tukaj gor, pa mislim, da je na to ciljevo vprašanje, če pač na svoji ženski vidiš celulit. Mislim, ja, ga vidiš, ampak kad te mot, pač ne, no. Če te pa to mot, pa mislim, da nista za skrb, oziroma če te to bolj mot, kakor je vse ostalo od te tvoje ženske punce, karko že, pa je nekaj narobe s tabo, oziroma z njim. Ste slišali? A moški med seksom opazite vse tiste dlakice, ki so med pri temu šle? Ja, zdaj, če ima glih brke, res umir, tako šate, pol mogoče bi opazil, drugač pa eni imajo radi dlake, to je sploh prva stvar. Ne predstavljam si, da bi en tip pač se začne dogajati in pol, eno dlako imaš kle, grem, dokler se ne zrihtaš, pa pridem nazaj. Ampak sem pa že slišal od ene kolegice, da je pa tip kao sploh ni bil za, če ona ni bila čist podepilirana, ampak tukaj je svet, mislim, da je on čudak, ne ona, ker pač mogoče ni bila 24 ur na dan, 24/7, kako že čist umro. Tako da, če je tak, njegov problem, pač na vdobo tist dan. Kaj treba narediti, kaj so karakteristike? To sem že enkrat dobil tako vprašanje. In to se mi zdi, da bi mogoče mogli vprašati kakšnega geja, ker pač jaz še nisem nikoli fafal. Imam en tak, ne vem, je to škandalozen mnenje ali ne, da ne boš najboljši faf na svetu da tip,
ve, kva paše lulčku približen, pa še pač, ki je že toliko pa toliko pofafal in pač pol to dvoje združ in pride do tistega popolnega odgovora. Jaz pa lahko dam samo tisto polovičko odgovora in sicer vsakemu tipu drugače paše. Tako da malo manj zapletenje, kakor pa ženska, ka vsaki ženski drugače paše, vsakič drugače paše. Se pravi, 100krat se daš dol za eno žensko, 99krat ti drugače paše in pa če ti ona ne pove, moraš nagibati. Tako da komunikacija, tukaj dala ena komunikacija, lahko povem, kva naredi slabega. Okay. To po moje laži. Se pravi, če delaš tako, karkoli že, pa pol takole narediš, kao koliko je ura, ali pa pogledaš tam na steno, koliko je ura, to je pač pa meni en mood killer, se mi je že zgodil. Žena. Mislim, da najboljši blowjob, najboljši seks, najboljši kakršen koli drug oralni, ne vem, kakšen seks naredi, to, da je partnerka res to intuit, se pravi, da tebi dogaja, da to počneš, ne to delati, če vam ne paše, pač poveš partnerju, pa delati kaj drugega. Imamo tudi igračke za to, ki ga pofafajo oziroma karkoli oralno zadovoljijo namesto tebe ali pa skaj uporabita, tako da pač ne to delati na silo. Treba je vedeti, da po moje 50% tipov ne dojema push-up modrcev, ker se jaz pogovarjam s prijatelji ali pa kaj gledamo ali pa kaj opazimo, je wow, ko ima ta dobri in pol, če si že kdaj kupoval modrc, veš, da ima Neighbors Magic, bra, push-up bra, power push-up, max push-up, ne vem kakšen bra, ali pa na umetne, če jih ima pač kleli gor, zelo redke so tako obdarjene. Kar se teh push-up modrcev tiče, se tipam ne sanja. Fascinacija z joškam, pač fajn se zastiskati, fajn se zagledati. Obstajajo grde joške, načeloma ne, no, pač nič ogabnega ne more biti na joški, mislim, ne vem, pač joška, fajna, zastisniti. Mehna, velika, trda, mehka, dolga. Kaj pa to, pač, naprimer, vidiš bejbo, se začne dogajati, vas misliš, ta ima res dobre in pa daš tako modr zol in tako, nič. Ja, no sej to je tisto, ki sem hotel namigati, da mogoče tipi ne vejo čisto točen in da po moje je kdaj pol kakšen kdaj razočaran, ker pač neki vid, pa se pa zgodi vse drugo, drugače pa važno je, kva je tukaj noter, ne kva je tukaj. Kako se pa kaj s prijatelji pogovarjate o problemih v vezi, ali to deliš, ali greš k njim za kakšen nasvet, če imaš težave, ali s kom se posvetuješ? Mi imamo tudi velikrat na blogu odprte te pač svetovanja in moja ta kariera se je začela, ker sem za Kozmo pisal neko rubriko na kavču, ker so ženske pisale, ko imajo vse težave s svojimi tipi in pa sem iskal moški pridihdajo v tej rubriki. Drugač s frendi, tako pa če malo popijejo, so moški zelo odprte zadeve, oziroma osebe. Medtem, ko pa pač trezni tipi pa je večinoma ta jamr, če so ženske, ampak to se mi zdi, da je bolj kot ne šala, se pravi, naša je pa spet to, pa naša je pa ono, ne pač. Ampak tako da pa tipi med sabo se pogovarjali, stari, z mojo se mi pa zdi, da zdaj že ne 3 dni nekaj ne komunicirala tako, kot mogla. Po moje prej tip pride, da reče, že 3 tedne se nisem dol in to je ponavadi tisto, kar se moški pogovarjamo, trezni. Pjani pa pol se zgodi vse živo, ne? Kaj vam paše, kaj ste delali baby v posli, take stvari? Ja, te scene so, kvadi delov, to in tak, čeprav nimam veliko takih frendov, ker nisem glih v gostilni smo, pa se ga skozi prebijamo. Ampak je veliko tega, kvabi te delo, kvabi uni delo in ponavadi so to glih uni tipi, ker pol niso še nobeni nič delali ali pa ne vejo, kva točno bi delali, če vprašaš njihove ženske. Tako da se pa tipi glih ne vem, ful mi sede, da bi mi dala prste koritko in zdaj, kako naj to povem, smo pa tipi po moje še kar zelo za časom glede tega. Zato pa tudi je po moje toliko teh porničev pa internetnih strani s tem zadevam, ker pač tipi bi milijon stvari probali, pa ne upajo vprašati svojih punc, žensk, kar že,
In pol pač ješ porniče in tam nekje podoživljaš te svoje notranje vzgibe in ne vem kaj. Enkrat sem nekaj bral, da je tip šel pač na prostitutke, da nam rekel narobe, zato da je eni špricnil na faco, ker mu je bilo nerodan to reči svoji baby. In tukaj pač vidiš, koliko je tipom nerodan glede tega govor. In greš zato reči na kurbe, ker si pa prevaral v bistvu svojo ženo zato, da si naredil eno najbolj random stvar, ker pač ni nekaj tacga, no, če smo realni. Ampak ja, pač tipi smo čudni, ne radi govorimo o svojih občutkih. Ženske ste to na te veliko bolj pošlihtan. Zakaj tipi to radi govorite, tako, ne vem, si pišeš s tipom, kaj ti bo delal, pa govori to polno, pa tretje, pa prije do tega, pa nič. Eni so šoverji, eni so groverji, eni veliko govorijo, eni veliko naredijo, eni so tihe miške, eni so ne vem kaj. A ne imaš pač une tipe, ker recimo mi imamo kakšen basket ali pa hokej, pa se peširamo, skrb pa zveš, da vsi oni, ki so vsem govorili, kakšno batino imajo, iščeš ono batino, ki je tam po garderobi in je nija, ne. Tipi radi veliko govorimo, oziroma govorijo, malo manj pa to počnejo. Pogumem prek telefončka ali pa pol, ne vem, te tipi pač na Google pažgan, pa pol, ko se je lahko naredim, pa čakaj, pa tle piše, to ti bom vse naredil. Pokaj pa pri realnosti pa še zmer pač to treba izvesti. Nerodan je, mogoče s tem sam preveč všeč. Misliš, da je to, ali bi znal biti tudi, ne vem, da ne razmišlja sploh to več v prihodnost, da sploh mogoče misli, da itak ne bo nič iz tega, pa lahko karkoli reče, ali... To, da lahko karkoli rečeš, je to en velik problem tega interneta, ne? Ker se mi zdi, da pač včasih so ženske bile oblegane samo na kakšnih žurkah, zdaj pa ne rabiš imeti nič, že sam da imaš telefon, pa bo en čudak najdel tvoje telefonsko, ali te bo na Instiču, ali te bo na Facebooku, pa ti bo pošiljal, kaj vse ti bo delal. Se pravi, ni sam tisti, ki si želiš sextinga, pa ne vem kaj ti bo delal, pa spol razočaran, je veliko več tega, da si razočaran, pa vse da fakt ti folk pošila. Tako da, kaj ti peženje v to, ne vem, če ti tip piše, pa vse ti delal, si ga ne boš drkal. Tako da malo z rezervo ima. Sledimo. Kaj moškim osnova za dobro zvezo? Načeloma še kar se mi zdi, da drži ta, da najdeš eno, ki je podobna tvoji matki, pa zdaj ful ne tako vizualno, oziroma vsaj upam, da ne, ker tukaj sem jaz še čist na kontra, ampak navajen si ničesa, zdaj če smo imeli dobre odnose doma, si želiš pač tega tudi naprej in pač osnovati neko familijo, pač nek dom, da si naredite in kaj bi si želel, da se rada pogovarja, da se lahko z njo pogovarjaš karkoli drugega, kakor stvari, ki tebe ne zanimajo ali pa nje ne zanimajo, se pravi, da imata neke skupne zadeve, da jo lahko pokažeš frendom, pa ti ni nerodan, pa ne mislim zdaj samo vizualno. Po moje še zmer ta kemija nekaj klikne, popolna zveza bi nastala iz dveh posameznikov, ki bi imela nekaj za sabo in bi znala biti sama in v zvezi, se pravi, da nismo oni, ker pač moram enega imeti in se spoznajmo, ker to slika prej začneš klipati, kar vidimo pri ogromni porasti ločitev, zdaj, ker je to malo bolj legalno ratalo, treba se malo prilagajati in to naredi najboljšo žensko. Prilagodljiva, če sem tudi jaz prilagodljiva. Sem več povedala. Nekatere ženske mislijo, da je to nevaranje, zaradi tega, ker kaj rabiš to, če imaš mene. Kako pa moški gledate na to? Isto. Kar je zelo hipokritical, ker pač, a veš koliko je tipov, ki jih ne pali uporaba igračk, zato ker se jim zdi, da je to nekaj, kar njega demaskulizira, kako se že reče. V glavnem, da bi on bil manj tip zaradi tega, ker ženska uporablja vibrator. In razumem ženski pogled, pa razumem moškega, ampak a se lahko pač vsi zmenite, pa poveste, hej, še zmeraj imam tebe najraje, še zmeraj najraje s tabo, oziroma samo s tabo bi seksal, to če pač pogledam en pornič. Pogleda ga skrb, mogoče se napaliva, mogoče gledam stvari, ki tebi niso všeč, oziroma jih ti ne maraš delati, mogoče. Tako da zdaj to, da pač ti gleda porniče, pa se ženska počutka, da jo je prevaral, je toliko enih težav tukaj, pač njena samozavest, njegovo komuniciranje, njeno komuniciranje, gleda ženska porniče, ker pač sem že dobil
da je pač tip žensko napadel, zakaj gleda porniče, če je on ni dost. Eni tudi zato gledajo, ker jim pač partnerji niso dost. Sam tukaj smo spet tam, pač smeta se, a sta za skrb, a nista za skrb, ker tudi, kako že pravijo, dober seks je 10% zveze slab, pa 70%, pa nekaj na to foro. Zmenite se, povejte si, kva vama je kul, kva vama ni kul, nič ni narobe s tem, če pač en gleda porniče. Če ženska gleda romantičen film, kjer en tip brez majice skozi, pa dela vsega iz svašta romantičnega, pa bi lahko tip prišel pa bi rekel, ej, a se me prevarala za ljudih. Sem že imel primer, ker je ženski čuden, da tip gleda porniče, zraven pa ona bere tak roman, ki skozi sto. Pa 50 Shades. Ima ta težavo, ker se ne more pa smeta se. Če je tebi bedno, ni zgledali za pričakovati od njega, da bo nehal gledati, ampak je pa tudi, da bo razumel, da mogoče pogleda, da ti ne boš vedela. Ali pa komunikacija. Komunikacija, da to vpliva. Smeta se. Zakaj ti varati, ko boš toliko enega prizadel, da rečeš, da to ne zvezi? Mislim, se tudi ženske to naredijo, da ne bo pomoč. Ja, to sem se Ne gledamo moški vidik. To sem se prvo hotel navezati, da sem zdaj, ko gledam storijo, da je ne gospe, dojel, da ženske mogoče bolj varajo kot tipi, kar mi je res čuden, ker ona ima tako 90% ima ženske odgovore in pa ženske govorijo, pa vse varajo, kako varajo. In se ful trudim, da prišel do tega, kakor ima ona tak ful neobsojajoč pogled na to, ker pač eni varajo iz tega razloga, eni iz drugega, tukaj pa je že vera, pa prepričanja, pa gresta sploh lahko narazen, ker če se pol vprašamo, bi vsi naši ta stari šli narazen, vsakič, ko bi šli narazen, do 10 let nazaj se noben ni ločil, zdaj se vsi ločujejo, koliko so se varali vmes, nočemo sploh pomisliti. Kaj je zdaj ti stvaranje, a je to že sam, ki se sekstaš z enim, a je, ker gledaš slike od ene na zvezdnice, a je samo, če gledaš od frendice slike, a če gledaš od ta varanje ima enih toliko podtonov, da bi se težko vrnil samo to, kao, zakaj si šel. Tukaj moram zdaj, da ni en tip, ki pač kategorično vara, to pač ne razumem. Se pravi, imaš eno žensko in hodaš in si guziš, že sem, ki obstajajo. Tukaj je pol, a bi ona dejansko sploh hotela iti narazen, ali ona ve, ker pač 90% ženske vejo za te stvari, pa ker neki si zanikajo, pa mogoče je fajn, pa mogoče malo skrb stanovanje in tako dalje. Tako da tipi, ki varajo vse naokoli, so kreteni. Tipi, ki kdaj prevarajo ali ženske, je lahko sam bila napaka, lahko te ima dejansko bolj kot vse na svetu. Ampak ja, če pa pač tip kao s tabo in pač podira vse, kar obstaja, pa pač kretem, pa ne vem, zakaj se to še sneme. In ta prvič, ko pomisliš na to, ga vprašaš, spet komuniciramo in gremo tam dalje. Pa če te je 50krat prevaral, te bo še 51. A je res, da bi tip, ki ima tako prijateljce, da tako je vsaj enkrat v lifeu pomislil, da bi kaj imel z njo, da bi, če bi imel priložnost, bil za vsako žensko prijateljstvo, tako je zdaj? Je to zdaj v bistvu vprašanje, kar pol odgovorim, sem v bistvu, a sem jaz že mislil na vse svoje frendice, pa rečemo, da sem jaz že mislil na vse svoje frendice, od A do Ž. Pač tipi smo pomislili v svojem lifeu, če smo videli 100 000 stvari ali pa 100 milijonov stvari, smo pomislili, a se to da zgozi. Ko si bil majhen, si prvo z roko, pa smo delali z gobic, masturbatorje, tisti, ki daš v rukavico 2 vilede, pa probaš. Pa je imelo najkajšna nastradala lubenica. In bi bilo čuden, če ne bi tudi nekakšno frendico, kdaj kaj pomislil, ej, kaj pa mogoče ta, pa kako pa mogoče Ja, predvidevam, da ja, mogoče kakšen ne, sam to je zdaj spet en čuden tip. Če sta lahko ženska pa tip frenda, če je bil tudi nek tak podton tega vprašanja, lahko sta brez fizične privlačnosti, oziroma boljša frenda sta, če ni fizične privlačnosti. Je pa tako, da si kakšen tip velikrat pol malo zalup ali pa ženska malo zalup. Si tudi pomisliš, kako pa bilo voziti BMW-ja od onega frenda ali pa živeti v take bajti ali pa ne vem. Nekaj v glavnik pa pol kar dejansko narediš. Predvsej lažje se je dol, da je vse naokol, kakor za eno, ki sta kao samo frenda, če ne vprašaš. Ker pač
slejka prej nekdo začne nekaj čutiti, pa sploh ni po moji ljubezen, ampak da se dva dajeta dol, kao da sta frenda, pa se pač kličeta samo za seks, pa ona reče, zdaj imam ta tipa, koliko bi to bilo tipu cool, da bi moglo kao navada. Ja, je možen, ampak dokler sta oba dejansko samo za seks. Ampak koliko je pa šans, da to traja? Po moje več kot pol leta to ne deluje. A moški moti, če je njihova punca žena, prijateljica z bivšim? Moraš biti precej samozavesten, pa malo tudi naiven, če misliš, da se nikoli malo ne zgodi. Mislim, a ne, ful je zanimivo to, ne, z nekom si skrb 1 mesec, 2 let, 20 let in pol, kar greš na razen, je v večini primerov se sovražita. Kar je tako res čuden, ker pač škole narediš in pol se hejtata na puno, ne. In oni, ki so pa še kar frendi, pa pomeni, da so res nekaj imeli, ne. In zdaj, a sta bila dojela, da sta sam ful dobra frenda, nista pa nikoli še za kaj seksualnega, super, ampak koliko je takih, pa aj to tista tvoja beba, ali ni, ne vem. Iskreno, bilo bi mi malo čuden, ampak čisto odvisno. Si pač ti moraš vedeti, kakšen imaš ti odnos s svojo žensko, aj zaupaš to, aj zaupaš on. Če se pa res zaupata pa to, pa da ima enega frenda in pa vzveš, da je bil bivši in tako mogoče povem bolj na začetku, da bom lažje to kopal, ne. Če sta bila v zvezi, pol sta mogla biti, vsaj vsaka zdrava zveza bi mogla biti tako, da sta bila frenda. Če sta se sam guzila, pa tek pač nimata nič več od tega, pa in razlog mora obstajati, da sta se nehala. Za moške je toliko težko kupiti neko darilo. Kaj je nekaj univerzalnega, kaj bo mogoče najboljše darilo, ki si ga ti kdaj dobil, kaj bi priporočal? Za moške je težko kupiti daril. Se pravi, dajva se prvo dotakniti, kako je za žensk kupiti daril. Jaz sem svoje 17 let, pa še zdaj ne vem, kaj vse je bil kupil, ker pač unih 5 nadromantičnih idej sem že izrabil in pol je tako pač, karkoli dam, bo slabš, kot tisto, kar sem mi dal in tisto, wow, to si mi dal, ful dober. Pa imel sem že 3-4 ful bedna darila, recimo, za tipa kupiti, če vse ostalo propade, karkoli seksualnega, karkoli spletne strani Sveto Žitka, pa da ni glih nekaj, kar bo on nekam prejel, pa da mu mogoče to ni všeč, da ne bo šlo vanga. Se pravi, karkoli za žensko bo njemu všeč 99,99%. Naprimer? Vibrator, nekaj, da se boš ti pomagala, pa bo on gledal, oblekce, ves spoden perivka obstaja, vse seksualne zadeve. Lahko tudi čokolada ali pa sladoled v seksualnih zadevah. Tako da za tipa karkoli kupaš, če nimaš enega res čudnega tipa, mu bo pač všeč. Kaj bi priporočal ti? Aha, za tipa. Vse stvari, ki jih bo ta uporabila skrb, the best. Vse stvari, ki jih bo on gledal na tebi, super. Prav za enega bi pa jaz izbral, mogoče greš po budžetu, kakšen masturbator mu boš kupil. Imaš one Tenga jajčke, ki so skoraj na pol zastonj, koliko je 8 evrov, koliko. Pol imaš one masturbatorje, pol imaš in že sem s tem, ki mu boš ti pokazala, da bi rada nekaj novega naredila, vsa samoiniciativa strani žensk in s podporo igrač, the best. Po mojem idealnem svetu bi se to dogajalo skozi, da bi pač tip sedel, pa bi gledal, pa ti si mi malo všeč, pa bi pa ona prišla vprašati. In tudi mislim, da bi se tako veliko več zdravih zvez zgodilo, zato ker bi malo bolj manj tega čudnega osvajanja in neprimernega osvajanja in teh stvari, ker tipi mislijo, da ženske pali, če jih zaradi stiskajo pa to. In koliko enih stvari se ne zgodi, zato ker je ženskam neroden, ali to kao ni družbeno sprejemljivo, ali ne vem kaj, bla bla bla, obstaja 1000 predsodkov, da bi ženska prvi korak naredila. Pač, a ste gledali Friends, ima nekaj zaročila Chandlerja, The Best, zmaga, čim več tega in to je to. Ful ti hvala za tale pogovor. Se mi zdi, da si ful iskreno odgovarjal. Nek pogled moški je, itak ne moreš govoriti za vse tipe, da ne zdaj tle pomote.
Ampak, ja, hvala ti in followajte, kdo to bere, Če še niste. če še niste. Okay.